Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. State Department je izdal poročilo o kršenju človekovih pravic, v katerem je zajeto skoraj 200 držav. V ameriški izbor najbolj priljubljenih 10 spadajo Severna Koreja, Mjanmar, Iran, Sirija, Zimbabve, Kuba, Belorusija, Uzbekistan, Eritreja in Sudan. This document is collected and written with the optimism that no corner of the earth is permanently condemned to tyranny. As President Bush has said, freedom can be resisted and freedom can be delayed, but freedom cannot be denied. Kitajska, ki je bila ves čas uvrščena v to prestižno skupino, je izpadla. Uvrščena je v bolj povprečno skupino avtoritarnih držav, ki niso izvedle demokratičnih reform, čeprav izvajajo gospodarske reforme. Prevedeno v prosto rek, so gospodarsko prodorne in ne ovirajo prostega pretoka financ in blaga, kar je očitno dovolj, da nadzor, mučenje in zapiranje opozicije na različnih družbenih področjih ni več dominanten problem. Prekategorizacijo so najverjetneje omogočile bližajoče se olimpijske igre in zelo močni gospodarski interesi, saj pri preganjanju internetnih disidentov sodelujejo ameriška IT podjetja z močnimi komercialnimi interesi na kitajskem trgu. Sirija, ki je v izboru 10 najbolj simpatičnih, si je zaslužila svoje mesto s podporo terorizmu, torej podpiranju Hezbolaha in Hamasa in nasprotovanju bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu. Kaj to dejansko pomeni, vedo izključno ameriški diplomati, saj je Sirija v upanju, da bi se prikupila Američanom, mučila kanadskega državljana. Ta je kasneje postal osebnost leta kanadskega Timea. Po besedah ameriškega predsednika se je Slovenija pridružila majhni skupini pogumnih držav, v katero spadajo bivše komunistične in sedaj svobodne države, ki si skupaj z ZDA prizadevajo, da bi na Kubi končno zavladala demokracija. A kaj vemo o tem? Ne. Čeprav z Oskarjem nagrajeni dokumentarec pri nas ni doživel skoraj nikakršne omembe, je vredno, da ga omenimo. Taxi to the Dark Side je film o legaliziranem mučenju teroristov, skratka o dostavi svobode in demokracije na Bližnji in Srednji vzhod. Glavna žrtev v tem filmu je mlad taksist, ki je umrl zaradi posledic ran, ki jih je dobil v ameriškem zaporu v afganistanski bazi Bagram. One by one, the terrorists are learning the meaning of American justice. If they think so very little of life, and clearly 9/11 exemplified that, screw them. Anything goes. Predsednik Bush je uveljavil pravico veta na zakonodajo, ki prepoveduje CIA uporabo krutih metod pri zasliševanju teroristov. V obrambo svojevrstnega razumevanja vsebine ženevskih konvencij je predsednik potožil, da bi takšen zakon obveščevalnim agencijam odvzel eno izmed najučinkovitejših orožij v vojni proti terorju. CIA naj bi potrebovala posebne postopke, ki jih vojska ne uporablja. Posebni odposlanec Združenih narodov za preiskavo mučenja v Iraku poroča, da ameriške okupacijske sile ne dovolijo dostopa do zapornikov. Zaskrbljen je tudi zaradi veta predsednika Busha, ki omogoča CIA uporabo zasliševalnih metod, ki po vseh mednarodnih klasifikacijah predstavljajo mučenje. Britanci so odposlancu omogočili dostop do lastnih taborišč in zaporov v Iraku. Po oktobrskem poročilu Rdečega križa imajo samo iraške oblasti zaprtih vsaj 30.000 ljudi. Izrael namerava Al Jazeeri odvzeti vsa dovoljenja za novinarsko poročanje na območju Izraela in okupiranih območjih. Razlog je pristransko poročanje o delovanju IDF v Gazi, ki spodbuja teroristično delovanje, in sodelovanje s Hamasom pri stopnjevanju nasilja na tem področju. Al Jazeera ima že sedaj prepoved vstopa v katerokoli izraelsko vladno poslopje. Izraelske oblasti razlage stališča Al Jazeere nočejo slišati. Podobne, samo milejše sankcije pred parimi leti doživel BBC, ko je objavil intervju z jedrskim disidentom Mordokajem Vanunujem, ki je preživel 18 let v zaporu. Pri tem so bile nekaj BBC-jevim novinarjem odvzete akreditacije, ker naj ne bi bili objektivni ali ker so predstavljali medijsko nevarnost. Tempeljski grič je mesto, z katerega naj bi se Mohamed uspel v nebesa, in je mesto, na katerem je počival Jahve. Radikalnega poslanca ne podpirajo niti člani Likuda.
Sprožili so akcijo za njegovo izključitev, ker med ostalim zagovarja sveto vojno proti vsem muslimanom. Fejlin ni edini državljan Izraela, ki ima težave z vstopom v Veliko Britanijo. Leta 2005 se je aretaciji na londonskem letališču za las izognil poveljnik izraelskih enot v Gazi. Vatikan se posodablja in uvaja novo doktrino. Ne le, da ni mogoče biti približno dober ali približno slab, saj je limbo ukinjen, imamo tudi nove kategorije smrtnih grehov. Mednje spadajo prekomerno bogatenje, ki povzroča bedo in siromaštvo, pedofilija, splav, znanstveni poskusi na ljudeh, manipuliranje z genskimi zapisi, genetične spremembe ter uporaba in preprodaja drog ter uničevanje in onesnaževanje okolja. Za Boga! Ekološka politika uporabe biogoriv čedalje bolj kaže svojo resnično podobo. Poleg dvigovanja cen hrane in ničnih rezultatov v bolj čistem zraku, postajajo čedalje bolj vidni tudi drugi vidiki njihove uporabe. Po študiji kanadskih znanstvenikov bi se ob povečanem gojenju koruze za proizvodnjo etanola radikalno spremenile ekološke razmere v Mehiškem zalivu. O predvidevanju, da bi hoteli zadovoljiti vse potrebe po bioetanolu, bi se onesnaženje Mehiškega zaliva z nitrati povečalo za 10 do 34%. V tako energetsko bogatem okolju bi se razmnožile alge, ki bi zadušile vso morsko floro in fauno. Mehiški zaliv bi postal povsem mrtvo morje. Iz Japonske pa se nam po dolgem času oglaša naš stalni poročevalec in analitik Vlado Podpiram. Vlado, izvoli. Katja, lep pozdrav. Kako vidiš, smo na ulici Tokija, kjer bomo naključne mimoidoče poprašali, kaj si mislijo o slovenskem predsedovanju v Evropski uniji. Zdite, vas lahko nekaj vprašam? Kaj mislite o slovenskem predsedovanju v Evropski uniji? Please English. Tako, najlepša hvala. Hvala, Vlado. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.